Dr. Samo Skrlovnik je teolog in zgodovinar. V svoji doktorski disertaciji se je ukvarjal s semantično analizo dveh hebrejskih korenov, pri čemer eden označuje dinamiko pohlepa, željo po večanju imetja, in drugi vitalne človeške potrebe oziroma željo po obstoju, po ohranitvi. Njegove doktorske raziskave je izdala tudi založba Lexington Book v zbirki Jewish Studies. Dr. Samo Skrlovnik pa je sicer docent pri katedri za sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti v Ljubljani in je tudi glavni in odgovorni urednik revije Edinost. Za svoje pedagoško delo mu je študentski svet Teološke fakultete podaril priznanje za najboljšega asistenta leta, prav tako mu je Senat Univerze v Ljubljani podelil častno listino za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. Prihajate torej z Teološke fakultete v Ljubljani. Najina današnja tema se bo dotikala vaših specialnosti, to sta se pravi teologija in Biblija, in pa seveda v skladu z našo temo, ki raziskuje živali. Pa bi vas prosila, če nam lahko najprej razložite, kaj je teologija, kakšna znanost je to, kakšna veda je to? To je pravzaprav dokaj tako pogosto razširjeno vprašanje. Dosti ljudi ob omembi recimo teologije pomisli recimo na duhovnike, redovnice ali pa na cerkveno hierarhijo. Morda ob tem rečem, da ima teologija kot veda pravzaprav zelo stoletja stare temelje, so prve članice prvih univerz, mimogrede je tudi Teološka fakulteta ena izmed 5 ustanovnih članic poleg filozofske. Ja. Tako, Univerze v Ljubljani. In se pravi, morda res v starih časih je bila teologija in teologos, je tako čisto dobesedno pomeni govor o Bogu. In v starih časih se je res, recimo na teologiji so se izobraževali tisti, ki so želeli recimo svoje življenje posvetiti posvečenemu načinu življenja, se pravi so želeli biti duhovnik ali redovnice. Danes, sploh recimo od leta 1991 naprej, ko Teološka fakulteta spet postane polnopravna članica Univerze v Ljubljani, pa pravzaprav hodnike Teološke fakultete večinsko polnijo laiki. To pomeni, da teologija ne samo govori, bi rekli, na nek način o nadnaravnem, ampak poskuša raziskovati vere, njihov odnos do človeka, do družbe. Seveda se tudi dotika vprašanj, recimo ontoloških vprašanj, odkot prihaja človek, kam je namenjen, kaj je njegov smisel. V tem smislu se recimo v nekaterih segmentih recimo približa filozofiji, antropologiji, sociologiji, etnologiji. Ima pa pri vseh teh vidikih seveda svojo specifično, bi lahko rekel, smer ali pa svoj specifični vidik razlaganja. Tako da teolog danes poskuša razumeti človeka v družbi. Recimo naj navedem en zanimiv podatek, mislim, da 2015 je bila neka obsežna svetovna analiza, raziskava narejena, ki je ugotovila, da je 88% ljudi na svetu na nek način vsaj religiozno aktivne. To pomeni, da je neka religiozna misel, praksa definitivno nek faktor, ki pomembno vpliva na vedenje, na obnašanje nekih družb, celot, držav. In teolog na nek način to raziskuje in poskuša razumeti te cerkvene pa tradicije drugih cerkva in najti, se pravi, primeren časov odgovor za človeka in družbo. Ampak pri nas v zahodnem svetu, saj tako si predstavljam, teologijo bolj povezujemo s krščansko vero in z judovstvom. Čeprav, če gremo pa na izvor besede, kot ste prej povedali, je pa to lahko katerakoli vera, ki se ukvarja z Bogom, ki misli Boga. Tako, absolutno. Nedvomno, in tega ne skrivamo, na Teološki fakulteti je poudarek na krščanstvo, s tem, da se močno poudarja tudi še ostala dva monteizma, se pravi judovstvo, iz katerega se je, če rečem tako, izvalilo krščanstvo, in pa naslednika še potem islam. S tem, da morda rečem to, se pravi recimo za študij na teologiji ni bil in nikoli ne bo pogoj recimo biti veren, pristopa se pač znanstveno, strokovno. In pa recimo to še morda rečem, danes na Teološki fakulteti, ki je mimogrede v Ljubljani in Mariboru, prevladujejo, tako rečem, 3 poglavitne smeri. Prva je tista, če tako rečem, čista teologija, ki je res namenjena bolj kot ne tistim, ki se želijo recimo profesionalno ukvarjati v službah znotraj cerkve. Redovniki, cerkveni delavci, župniki in podobno.
Potem imamo drugo glavno smer, ki je primerjalna religiologija, se pravi primerjava različnih verskih sistemov med seboj. To je ta druga smer, drugostopenjska. In pa tretja smer, ki je pa usmerjena bolj terapevtsko, psihološko dojemanje. Tukaj je fokus morda družina, pa tudi človeški odnosi znotraj širše družbe kot take. No in vaša druga specifičnost je Biblija. Na njo gledamo zelo različno, nekateri literarno, nekateri religiozno, nekateri zgodovinsko ali politično. Kako gledate vi na Biblijo? Jaz bi najprej naglasil izjemno velik pomen in pečat, ki ga je ta knjiga, vseh knjig, kot jo tudi imenujejo, pustila na tako imenovani zahodni kulturi oziroma zahodni civilizaciji. Tudi Slovencema, ne? Absolutno, tudi Slovenci, ne nazadnje smo se, če tako rečem, učili pisati in brati ob prevodih Svetega pisma. Prva besedila, ki jih je slovenski bralec bral, molil, so bila pravzaprav besedila Svetega pisma in mimogrede, Sveto pismo je najbolj brana knjiga vseh časov, najbolj prevajana knjiga vseh časov in če temu dodam kot biblicist, je tudi, mislim, da ne pretiravam, če rečem, da je tudi najbolj preučevana knjiga vseh knjig. To pomeni, da od nekje recimo 50 let nazaj, ko se je rodilo eno tako veliko navdušenje in dobilo znanstveno raziskovanje Svetega pisma in velik zagon, se praktično po celem svetu zelo močno ukvarjajo z različnih vidikov, pristopajo k Svetem pismu, zgodovinsko, antropološko, jezikovno, literarno, feministično, sociološko. Tako da recimo tudi en tak primer sem jaz sam, recimo se spomnim, ko sem bil še v osnovni šoli, pa mi je nekdo razlagal, da je en znanec šel študirati Sveto pismo. Pa je tudi meni bilo tako zelo nenavadno, kako je mogoče Sveto pismo študirati. Prebereš in se učiš. Prebereš in je to. Oziroma živiš ali pa ne živiš, te nagovori ali te pa ne. No, življenje pa se tako obrnilo, da sem na tej poti sam končal na koncu in recimo doktoriral kot ste omenili uvodoma, z semantično analizo dveh hebrejskih korenov. To pa pomeni, da sem pristopal do Svetega pisma, tako kot recimo raziskovalci pristopajo, do Homerjeve Iliade. Uporabljal sem, se pravi, biblicisti ali pa cerkev ali pa kakorkoli, teologija nima nekih svojih lastnih metod, ampak uporablja vse mogoče izsledke znanosti, zgodovine, antropologije, etnologije. Lingvistike. Absolutno, zelo pomembno, hvala za to, je seveda poznavanje jezika, naravnega okolja, ker ko se pristopamo k tem antičnim, starim besedilom, se dostikrat zgodi, da v njih projiciramo čas naše družbe, našega okolja, to, kar nam je bilo položeno v zibelko. Manj pa torej pričakujemo, da bi odkrili, kaj je svetopisemski avtor ali pa kak drug avtor želel sporočiti svojemu občestvu. Ampak v kontekstu tistega časa. Točno to. Spoznati kontekst časa pa pomeni poznati zgodovinsko okolje, poznati filozofsko misel, teologijo tistega časa, okoliščine, družbene sloje, poznati jezike, poznati literarne prijeme, s katerimi so se izražali. Skratka, različne kontekste tistega časa moramo poznati. Tistega časa. Recimo akademik Kraševec je dejal enkrat v eni priložnosti, da je, temu se reče eksegeza, razlaganje Svetega pisma. Je rekel, eksegeza je včasih skoraj bolj podobna umetnosti. Namreč v tem smislu, da združuje vse te prej naštete aspekte, ki jih pravzaprav, da jih človek tako strokovno, neosebno, se pravi, da ni vpleten osebno, poveže, včasih je kar res mala umetnost, prava znanost. No in zdaj je najna osrednja tema, torej živali v Bibliji, v Svetem pismu, koliko se jih pojavi, kakšno moč imajo, ali so to dobre živali, so slabe živali. Večina izobražencev verjetno pozna Noetovo barko in vse živali, to je pač taka skoraj klišejska prisotnost živali v Svetem pismu, pa osliček in kravica ob Jezuščkovih jaslicah. Ampak v bistvu je tukaj veliko več za povedati o živalih. Katere bi vi izpostavili, naprimer pa res, kakšna je njihova prisotnost v Bibliji? Morda začnem rikverc, namreč tukaj bi še nekaj izpostavil. Zelo zanimivo je, morda se tega dotaknemo še kasneje, ampak ko Sveto pismo poroča, kot na prvih straneh Svetega pisma, to je prva knjiga ali Geneza, stvarjenje, začetek. Knjiga stvarjenja, imamo tako lepo paradigmo v slovenščini.
Tako, sicer bolj uveljavljen, tudi ta izraz je uveljavljen, kakorkoli, tam imamo na prvem poglavju, na prvih straneh poročilo o stvarjenju. Ko je Bog ustvaril svet. Ko je Bog ustvaril svet. Mimogrede, moramo se zavedati, da to ni znanstveno poročilo, kronologija, ampak gre za neko etiologijo, gledanje nazaj, spraševanje po vzrokih, gre za tako imenovano, lahko rečemo, mitološko pripoved. No, kar je pomembno, je, da svetopisemski avtor poudari, da na isti dan, ko ustvari človeka, ustvari tudi živali. In vsak dan, morda vemo to, da je Bog ustvarjal nekako skozi 6 dni, 7. dan pa je počival. Vsak dan slišimo, to je dobro. Kar je ustvaril, pogleda Bog in pravi, to je dobro. Kitov po hebrejsko. Na 6. dan, ko ustvari živali in ljudi, pa pravi kitov meot. To pa je zelo dobro. Uporabi slovnično obliko presežnika. In danes večina strokovnjakov gleda v to smer, da se ta zelo dobro ne nanaša samo na človeka, ki je sicer ustvarjen na 6. dan, ampak tudi na vsa ostala živa bitja, torej tudi na živali. In zanimivo je, da v Svetem pismu izraz za recimo žival, nefeš haja, je isti izraz, ki se uporablja tako za živali, kopenske, morske, pa tudi za človeka. Se pravi, v tem terminološkem izrazoslovju nekega živega bitja smo v eni grupi. Smo skupaj. In to je tudi zanimivo, kako svetopisemski avtor gleda na razmerje med človekom in živaljo. Po eni strani mu reče, gospoduj jim, živalim, daj jim imena, to po svetopisemsko pomeni pač imeti oblast nad nekom. Ampak hkrati je človek, isti dan je ustvarjena človek in žival. In za človeka je zelo poudarjeno, da je ustvarjen po Božji podobi. In v Svetem pismu je človek v nenehnem iskanju tega ravnovesja, biti Bog, biti človek, biti žival. Neprestano je človek v izkušnji, da bi rekel, jaz sem gospodar nad svetom, jaz odločam, jaz sem Bog. Ali pa da je na drugi strani ga tisto živalsko, kar je v njem, tisto nagonsko, tisto, kar je nekako mišica in kost, vleče na vse 4 nazaj k tlem, postane žival, ne človek, ki se recimo popolnoma prepusti nekim nagonom, nekim odvisnostim. In v tem je tudi lepota, prej smo omenjali potrebnost poznavanja jezika, recimo človek v teh poglavjih je upisan z izrazom Adam. Mi to dojemamo kot osebno lastno ime, Adam, z veliko pisano, ampak to ni osebno lastno ime, to pomeni dobesedno, tak je iz zemlje, tak je iz zemlje. Imamo žensko obliko Adama, pomeni zemlja. Adam je samo moška oblika in je torej zemlja, zemljak. In imamo zelo lepo simboliko, sestavljanje iz 4 črk, A v hebrejščini, Alef prva, to je simbol za Boga, potem je pa še Dam. To pa pomeni kri, pomeni, kar je krvavo, kar je nagon. In se pravi, imamo že sami izrazu za človeka to dvojnost, to ravnovesje, to razpetost človeka na nek način. Med nagonskostjo, ki je proti živali, in med zemljo, s katero je bil ustvarjen. Med nebesom in zemljo, če tako rečemo. No, in človek dobi navodilo, naj gospoduje živalim. Tukaj pa bi sam želel zelo podčrtati, da to gospodovanje, sicer na prvo žogo se zdi v tem našem kontekstu, ok, sem šef, sem tam zgori, odločam, kakor pač mi paše. Ampak svetopisemsko gledano je zelo poudarjeno, da človek ima kraljevsko dostojanstvo, je na nek način vrh piramide stvarjenja, ampak to je samo ena plat tega kovanca. Na drugi plati je njegova tudi kraljevska odgovornost. Se pravi, da to gospodovanje ni v smislu absolutnega vladanja, tiranskega celo vladanja, ampak bolj bi rekel v smislu razumnega vladanja. Razumnega, bolj bi rekel v smislu skrbništva. Ti si odgovoren za te živali, ki si jim gospodar. Pomeni, na nek način Bog daje človeku tisto, bi rekli, štafeto, ti si zdaj naprej stvarnik na nek način. Kakor sem jaz to ustvaril, učuvaj to stvarnost. In je zelo zanimivo, recimo, če malo preskočim po prvi Mojzesovi knjigi, hitro potem pridemo do prej omenjene Noetove zgodbe, te poplave, barke in tako naprej. Kar je zelo zanimivo, sta morda 2 stvari. Ohrani človeka z barko in zelo izpostavi tudi druge različice, mezopotamska, recimo po Gilgamešu, da poskuša ohraniti vsake vrste živali po en par. Se pravi, da se mu gre za ohranitev človeka in živalske vrste
In kar je še zanimivo, potem po potopu, ko se vsa ta katastrofa konča, ko se vode posušijo, Bog nekako ponovi tiste blagoslove, ali pa celotno zgodbo, ki je bila že povedana v 2. poglavju. Dejansko, svetopisemsko gledano, je vesoljni potop reset, novi začetek stvarjenja. In takrat pa dobi Noe navodilo, da daje človeku torej oblast nad živalmi, kar pomeni, da jih daje jim v živež, za jest. Kar je zanimivo, se pravi, pri prvem poročilu o stvarjenju tega podatka ni, tale pride šele, če tako rečem, po grehu. In nekateri to ni zdaj splošno sprejeta interpretacija, ampak mnogi v to smer razmišljajo, da se pravi ta potreba po ubijanju ali pa popolnjeno pražnega želodca, da ubijam zato, da bi nahranil svoje brbončice, prihaja šele, ko je porušen nek temeljni odnos po eni strani med ljudmi, pa med njim in presežnim, med človekom in Bogom, še takrat nekako pride ta potreba recimo po te vrste gospodovanja, ki pomeni tudi ubijanje. Pa naj bo to moja torbica v ledro, čevlji ali pa moj poln želodec. Ampak v Biblija govori o čistih in nečistih živalih. Se pravi, nimaš enakega odnosa kot gospodar do vseh živalskih vrst. Katere so nečiste in katere so čiste? Ja, o tem govori zelo podrobno 3. Mojzesova knjiga Levitik v 11. poglavju. In loči res vse živalski svet na čisti in nečisti. Zdaj prvo morda pojasnilo tukaj je, zelo pogosto čisto in nečisto nekako enačimo z dobrim in slabim. Ja. Kar v judovskem oziroma svetopisenskem svetu ne vzdrži. Čisto in nečisto v judovskem svetu čisto je to, kar človeka, bomo rekli, približuje svetemu Bogu, ga usposablja, da je v njegovi službi, da se udeležuje bogoslužja. Nečisto pa je tisto, kar ga od tega oddaljuje. Recimo, stik z mrhovino je Judov pomenil recimo en dan, da je bil nečist, ni se smel dotikati drugih ljudi, ni smel tak tisti dan v sinagogo oziroma v tempelj, skratka mu je preprečil upravljanje. Se je moral očistiti? Tako, posebni obredi so bili za vse, za pas, za obleke, za kožo, za hiše, vsak je imel poseben obred. Tako da so, se pravi, po tem kriteriju ločene živali. Zdaj, treba je pa seveda tudi nekaj vedeti. Recimo, kot najbolj nečiste živali so tiste, ki se plazijo po tleh. Tu je zelo značilno, da gleda na živali svetopisemski avtor iz družbenega vidika, ne živalskega. Recimo tudi kača v tistem slavnem rajskem vrtu je obsojena, da se bo morala do konca svojih dni plaziti po tleh. Ja. Pa se človek vpraša, kakšna kazen je to, da torej, recimo, to je kot da bi mene nekdo obsodil, da bom do konca življenja moral hoditi po nogah. To ni kazen, ne? Če pa gledam z družbene perspektive, recimo, če si predstavljamo vojne prizore, ko poražena vojska, vojake poražene sleče, jih postavi na tla, torej jejo prah, pa to pomeni, da so ponižani, da so na družbeni lestvici na dnu, da to, kar govorijo, nima moči ali pa da je celo neresnica. V tem oziru pa recimo bomo takoj razumeli, da je tisto, kar se plazi po tleh, najdalje od tistega, kar je čisto. Blizu Bogu. To je najbolj ponižujoče. Tako. Zato se kača plazi po tleh. Zato, če hočem reči, vse to ni mrtvo danes, to je še živo. Zdaj mi prihaja na misel Freddie Mercury, Queenie, ko pravi Another one bites the dust. Spet je nekdo zadev družbeno dno. No, katere so pa živali, ki so recimo tako privilegirane v Bibliji, da je o njih vse dobro? Jaz najprej pomislim seveda, kot sem prej rekla, na nekega oslička tam pri jaslicah, pa jagnje Božje, ki se pojavlja v liturgiji, ki je tudi kot žival, ki so jo žrtvovali. Ima pa seveda drugo simboliko, a ne, tudi lahko. Ja, kar nekaj takih živali, ki imajo tudi religiozno ali pa simbolično vlogo, se da izpostaviti, če recimo ostanem pri osličku. Osliček je res zelo zanimiva žival. V Svetem pismu bi lahko vsaj 2 ali pa 3 zelo pomembne zgodbe, kjer kot glavni igralec nastopa osliček, omenili. Recimo, ampak najprej še tole. Mene je zelo presenetilo, ko sem pred časom izvedel, zakaj pravzaprav je osliček bil toliko popularen v tistem času. Poleg tega, da je bil klasično prevozno sredstvo, da je bila žival, ki je bila vedno simbol neke ponižnosti, krotkosti. Nisem vedel, recimo, da imajo oslički izjemno dobre čute, von, sluh
in pa orientacijo. To pomeni, da še danes jih razni beduini pa kmeti uvrščajo v svoje črede kot osle čuvaje. Se pravi, opozarjajo na nevarnost že dosti prejo, ne vem, kakšni psi ali pa ostale črede. No, in tem zgodba, recimo ena zgodba v 4. Mojzesovi govori o tem slavnem osličku, Bileamovem osličku, ki gre z njim, on ga ježi in gre sta po cesti in osliček zagleda angela na cesti z izdrtim mečem in noče naprej. In Bileam ga ne vidi, a ne? In kar 3-krat jih mora ta boga revica dobiti, preden da potem zgodba pač tako nadaljuje, spregovori in če spregovori in pove pač svojemu lastniku, kaj je težava. Skratka, če se vrnemo k tem, osel je zaznal torej težavo, nevarnost, ko je človek ni. Sicer se z oslom tudi povezuje njegovo trmavost, trmoglavost, vendar mnogi pravijo, da je to ravno zaradi tega, ker osel zazna neko nevarnost ali pa nekaj čuti kot nevarnost in ni pripravljen iti v nekaj. Noče popustiti, ker vidi to kot pač recimo predvidi slabe posledice. Tako. In osel, recimo je zanimivo, v Izraelu ali pa v tem bibličnem časih, konj, kot je neka močnejša, večja alternativa, konj ni bil nikoli uveljavljeno sredstvo potovanja. Tu pa tam, ampak zelo pozno so dobili konje, ali pa tudi konje v vojsko, je bila šele Salomon, pa kasneje. Skratka, se pravi, osle pa mule so jezdili celo kralji. To je bil pravzaprav kraljevski ceremonial, ne samo v Izraelu, tudi širše v Mezopotamiji. In recimo zelo slavni drugi prizor je recimo Jezusov prihod v Jeruzalem, kjer vstopi v Jeruzalem tako, da jezdi na osličko. Na osličko, ja. In v tem je simbol recimo osla, oslička, da prinaša mir. Ker recimo, če si predstavljamo Jezusa, ki vstopa v Jeruzalem na nekem paradnem konju, vojaškem konju. To ni v njegovem slogu, ne more biti. Če sam propagira skromnost, ponižnost, ne more potem izbrati neprimerne živali. Točno to. Prihod na konju pomeni simbol vojne, simbol zmagoslavja. Tako. Ja. Prihod na osličko pomeni mir, odrešenje. Mir pa simbolizira tudi druga žival, golob, ki je prav tako pomembna v biblijskih zgodbah. Ja, veliko. In še danes je to, recimo, osliček za nas ni simbol nima te simbolike, kot ste jo predstavili v teh zgodbah, medtem ko ta simbolika goloba kot ptice miru in nekoga, ki razglaša oziroma ki naznanja mir, je pa ostala. Je res. Če smem samo ena kratka anekdota. No, študija teologije smo se včasih hecali, ker recimo, če nekdo danes nekomu reče, kot ste dejali, ti si pa tak osel, je to žaljivka. Ja, ampak med študenti teološke fakultete je pa to... Mi smo se hecali, ker smo poznali svetopisemski kontekst. Si bil pa legendeks. Je pa to pohvala na nek način, ampak seveda danes ne bi računal na to, da bi nekomu naključnemu mimoidočemu me tako razumel. No, golob je res simbol miru, to izhaja iz te Noetove zgodbe, naglasi ali pa je znamenje konca poplave, konca nasprotja med Božjim in človeškim, začetek miru. Bog tudi pravi, da takrat naprej nikoli več ne bo pokončal človeštvo, vse tako je zapisano v Svetem pismu. Judje sicer v golobu niso prepoznavali simbola miru, pač pa, to bolj kristjani v tem prepoznavamo, pač pa so v tem videli že Judje, da golob predstavlja duha Božjega. Tisti duh, ki je pri stvarjenju vel nad vodami, so si predstavljali kot golobico, ki kroži nad svojimi mladiči. In tako to podobo dobi zelo močno naglašeno v našem krščanskem kontekstu, ni treba iti daleč, vsaka cerkev ima kak tak prizor, kapelica. Bi pa morda tukaj eno stvar poudaril. Namreč v svetopisemskem jeziku, sploh Stari zavezi, je zelo močno naglašeno, da Boga ni mogoče upodabljati. Se pravi, če ga neka žival, pa ne v Svetem pismu, v drugih religijah bolj upodablja neke njihove lastnosti, ne njih same. In zato tudi, že če pravzaprav natančno beremo, recimo, poročilo o Jezusovem krstu, tam piše, da so se razprla nebo, da se je razprlo in da se je spustil nad Jezusa Sveti Duh, kakor golob. Včasih vprašam študente za nalašč, v kakšni podobi? Ja,
podobi goloba. Ne, kot Še enkrat, golob. prosim, preberite. Kakor golob. Kakor To je golob. samo primerjava. Točno. Ne vemo, kakšna, ampak taka kot golob. Kakor golob. Zelo, zelo dobro. In tukaj, tako kot rečemo, da je nekdo, ne vem, hiter kot modri dirkač, ne pravimo, da je Evstahij podoben. Brzić. Ja, tako. Ne primerjamo njegovo zunanjo podobo, ampak neko lastnost. Kvaliteto. Tako da golob v tem smislu. Živali je ogromno, kar ne v Bibliji, preko 100. Omenila sva samo 2, 3, ampak najin čas je potekal. Mislim, o tem bi se lahko pogovarjala še ure in ure. In Drži. to bomo morda storili potem še v pisni obliki. Za danes se vam pa najlepše zahvaljujem. To je bilo čudovito. Hvala lepa. Hvala tudi vam.